Centri za socialno delo morajo biti dostopni vsem ljudem. Predsednica Republike Slovenije Nataša Pirc Musar je danes sprejela varuha človekovih pravic Petra Svetino, ki ji je predstavil posebno poročilo varuha o dostopnosti centrov za socialno delo za gibalno in senzorno ovirane invalide. Varuh človekovih pravic je ugotovil, da stanje v vseh 63 enotah centrov za socialno delo po Sloveniji ni optimalno, v nekaterih primerih je celo kritično. Predsedniška palača, 28.3.2023, sporočila za javnost. Predsednica Republike Slovenije Nataša Pirc Musar je danes na pogovor sprejela varuha človekovih pravic Republike Slovenije Petra Svetino. Varuh Svetina je predsednici republike predstavil posebno poročilo varuha o dostopnosti centrov za socialno delo za gibalno in senzorno ovirane invalide. Pripravo poročila o dostopnosti vseh enot CSD po Sloveniji so spodbudile anonimne prijave uporabnikov. Varuh človekovih pravic je po preverjanju dostopnosti za gibalno in senzorno ovirane ugotovil, da ima le 3/4 enot CSD urejen dostop za gibalno ovirane, 18 enot pa nima primernih sanitarij. Dostopnost senzorno oviranim pa je še bolj zaskrbljujoča. V času nastajanja poročila nobena enota Centra za socialno delo ni zagotavljala reliefnih napisov in simbolov ter napisov v Brailleovi pisavi. Enako je s prikazovalniki pisnih informacij, predvajalniki z videoposnetki pomembnih informacij v znakovnem jeziku in s podnapisi. Varuh Svetina je ob tem izpostavil tudi nekaj neprimernih odzivov enot CSD po Sloveniji, ki, tako pravi varuh, kažejo na ponižujoč odnos do invalidov in varuha. Varuh človekovih pravic je ob tem izpostavil določila zakona o izenačevanju možnosti invalidov, ki predpisujejo odpravo arhitektonskih ovir do decembra leta 2025. Danes smo 2 leti pred rokom in po skoraj 15 letih od začetka veljavnosti konvencije o pravicah invalidov ostaja na tem področju še veliko stvari neurejenih. Državo in občine čaka v dobrih 2 letih, ki sta pred nami, še veliko dela. Slovenija je kot razvita in bogata država to dolžna storiti, je poudaril varuh Svetina. Predsednica republike je ob predstavitvi poročila izrazila skrb nad ugotovljenim in podprla varuha človekovih pravic v pozivu vladi, da skupaj s pristojnimi organi te nedopustne in diskriminatorne ovire pri dostopu do CSD nemudoma odpravijo. Moje vodilo je dostojanstvo za vse. Posamezni primeri, ki jih je danes izpostavil varuh Svetina, kažejo na to, da se enakopravnosti in dostopnosti za vse ljudi ne posveča dolžne pozornosti, kar ni primerno in ni sprejemljivo. Ljudje in država si ne smemo dovoliti brezbrižnosti do ranljivih skupin. Pričakujem, da bodo vlada in enote CSD poročilo varuha človekovih pravic obravnavali zelo resno in čim prej odpravili diskriminatorne pomanjkljivosti, je bila ob predstavitvi poročila jasna predsednica Republike Slovenije. Predsednica republike je ob tem varuha človekovih pravic Svetino seznanila tudi s pozivi iniciative prosilcev za azil Vič-Kotnikova-Logatec, ki opozarja na kršitve človekovih pravic na področju migracij. Varuha človekovih pravic je prosila, naj preuči razmere s ciljem oblikovanja migracijske politike, temelječe na spoštovanju človekovih pravic, varnosti za vse, integraciji in solidarnosti.